Poglejte, v Jadranu je en tak otok. Na prvi pogled pravi raj. Ampak veste, pod to idilično fasado se skriva neverjetna preteklost. Govorimo o spopadih, o strategijah, o skrivnostih, ki so resnično vplivale na svetovno zgodovino. Danes se potapljamo v zgodbo Visa. Samo poslušajte tole. Danes poteka ena najbolj junaških bitek te vojne. To je bilo rečeno na BBC-ju leta 1944. Ja, prav ta majhen otok, Vis, je bil takrat v samem središču nečesa res epskega, dogodka, ki je odmeval po celem svetu. Ker vidite, sredi kaosa druge svetovne vojne je Vis preprosto nehal biti samo miren otok. Postal je, prava neosvojljiva trdnava. Potem, ko je Italija kapitulirala leta 1943, so ga partizani in zavezniki spremenili v oporišče. In to oporišče se je upiralo, kljubovalo je vsem nemškim napadom. 4000 plus. Kaj pa pomeni ta številka? No, to je ocena, koliko zavezniških letalcev je preživelo samo zato, ker je na tem otoku obstajalo zasilno letališče. Samo predstavljajte si, za tisoče ljudi je bil Vis dobesedno zadnje upanje, rešilna bilka. Torej, Vis je bil v resnici veliko več kot samo otok. Postal je nekakšen živčni center odpora. Bil je glavni štab maršala Tita. Pomislite, to je bil edini košček Jadrana, ki ni bil pod nacističnim nadzorom. Za zaveznike je bil ključna rešilna vrv, za sestreljene pilote pa, kot smo rekli, zadnje upanje. Od tu so se izvajale britanske, ameriške, celo sovjetske misije. Plamen upora se je res širil prav tod. Ampak veste kaj? Zgodba Visa se ni začela z drugo svetovno vojno. Niti približno. Zdaj pa vas bom popeljal malo nazaj v času, kakšnih 80 let prej. Takrat se je tukaj zgodila neka druga bitka. Manj znana, a je pustila tako čudne in dolgotrajne posledice, da je svetovne mornarice poslala na čisto napačno pot. Ja, govorim o Viški bitki, leto 1860. To je bil pomorski spopad, ki je, verjeli ali ne, za celih 50 let vplival na to, kako so se gradile vojaške ladje po vsem svetu. In najbolj noro, vse je temeljilo na popolnoma napačnih zaključkih. Če bi pogledali samo številke, bi rekli, da je zadeva jasna. Na eni strani Italijani z novo, moderno floto. Več ladij, boljši topovi, superiorna tehnologija. Na drugi strani pa Avstrijci z manj ladjami in šibkejšimi topovi. Res so delovali kot nekakšen ostanek preteklosti. Avstrijski admiral Tegethoff se je tega dobro zavedal. Vedel je, da v klasičnem dvoboju s topovi nima nobenih možnosti, ampak opazil je nekaj. Italijanski topovi so bili sicer močni, a precej nenatančni od blizu, in oklep na bokeh njihovih ladij je bil šibka točka. Zato je naredil nekaj popolnoma nezaslišanega. Obudil je skoraj pozabljeno antično taktiko. Njegov ukaz je bil preprost: zaletite se. In potem se je zgodilo. Vrhunec bitke. Avstrijska admiralska ladja Ferdinand Max se je z vso silo zabila v bok italijanske oklepnice Red Italia. Naredila je ogromno, skoraj 28 kvadratnih metrov veliko luknjo. Ladja je potonila. V 3 minutah. Samo predstavljajte si šok. V dobi mogočnih topov je najmodernejšo ladjo potopila taktika iz časov Rimljanov. Čez noč je zaletavanje z ladijskim kljunom postalo orožje prihodnosti. In ta zmaga je sprožila, rečimo kar 50-letno napako. Vse svetovne mornarice so bile prepričane, da je kljun ultimativno orožje. Začeli so graditi bojne ladje z ogromnimi poudarjenimi kljuni. Ampak ironija. Te ladje so v mirnem času med manevri potopile več svojih prijateljskih ladij, kot so jih kadarkoli v boju. Najbolj razpita katastrofa je bila, ko je HMS Camperdown po nesreči zabil in potopil HMS Victorio. Šele pojav topov dolgega dosega in novih bojnih ladij je končno pokopal to norijo. No, pa se vrnimo v 20. stoletje. Kako za vraga je torej Tito, vodja partizanov, sploh prišel na Vis? Kako je ta otok postal njegovo trdnjava? No, zgodba za tem je, ena najbolj drznih operacij celotne druge svetovne vojne. Vse skupaj se je začelo maja 1944. Operacija se je imenovala Koničev skok ali Rosselsprung. Nemci so vrgli vse karte na mizo, zbrali so ogromno silo, padalce in kopenske enote, z enim samim ciljem, ujeti ali ubiti Tita v njegovem štabu v Drvarju in s tem zlomiti hrbtenico partizanskemu gibanju.
In to, kar je sledilo, je bilo kot iz filma. Tito je za las ušel prvemu napadu padalcev na svojo jamo. Nato je bil 6 dni na begu, medtem ko ga je po gorah iskalo 16.000 nemških vojakov. Potem pa drzna nočna akcija zavezniških letal. Sredi od boga pozabljenega letališča so ga pobrali in odpeljali v Bari, v Italijo. In od tam, 6. junija 1944, ga je britanski rušilec končno prepeljal na varno, na Vis. Vojna se je končala in za Vis se je eno poglavje zaprlo. A takoj se je odprlo novo. In to še bolj skrivnostno. Otok je za naslednjih nekaj desetletij preprosto izginil z zemljevida za večino sveta. Postal je nekakšna jadranska železna zavesa. Tako je. Od leta 1945 pa vse do 1990 je bil Vis zaprto vojaško območje. Postal je glavna pomorska baza jugoslovanske vojske, pravi nepotopljivi letalonosač sredi Jadrana. Popolnoma zaprt za vse tujce. Pod površjem so v tem času zgradili kilometre tunelov, skriti bunkeri, celo zaklonišča za podmornice vklesana v skale. Vse to so bile strogo varovane skrivnosti. Ampak ta dolga izolacija je imela en precej nepričakovan, a pozitiven stranski učinek. Medtem ko se je povsod drugje po Jadranu razvijal masovni turizem, ki je pogosto uničeval obalo, je Vis ostal nekako zamrznjen v času. In to je ohranilo njegovo neverjetno naravo in tisto pravo avtentičnost. In danes? Danes je celoten viški arhipelag pod zaščito UNESCO kot globalni geopark. To je potrditev, kako izjemna je njegova naravna in kulturna dediščina. Nekoč prepovedan otok zdaj vabi vse, da odkrijejo njegove zaklade. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Prav ta vojaška preteklost je danes ena glavnih atrakcij. Ljudje lahko raziskujejo Titovo špiljo, kjer je bil štab. Lahko se sprehodijo skozi zapuščena zaklonišča za podmornice. Obiščejo skrite bunkerje. In tisto nekdanje zavezniško letališče? Danes je tam miren vinograd. Zgodovina tukaj res ni zaprta v muzejih. Je povsod okoli, živa in otipljiva. Torej, ko pogledamo vse skupaj, od grške kolonije, preko prizorišča bitek, ki so spreminjale svet, do partizanske trdnjave in skrivne vojaške baze, Vis je resnično otok tisočerih preobrazb. In njegova pot od epicentra vojne do mirnega zatočišča nas nekako prisili, da se vprašamo, kaj sploh pomeni, da otok, ki so ga stoletja definirali spopadi, končno najde mir.